Prihajam iz osnovne šole Majda Vrhovnik. Osnovna šola je prostor, ki vzgaja in izobražuje. Na šoli skušamo vedno delovati preventivno in proaktivno. Ko pa se srečamo s konkretnim primerom, pa se intenzivno vključimo v delovanje vsi. Od tehničnega osebja na šoli do ravnateljice. Vodstvo šole pripravi kot nek akcijski načrt in, bom rekla, ukrepanje se prične. Ko smo na naši šoli ugotovili, konec oziroma sredi oktobra, da se okoli šole popoldne in zvečer zbirajo naši učenci in kadijo cigarete, vejpe in pa druge elektronske cigarete, smo zaznali tudi nemir med, bom rekla, nekoliko mlajšimi, kajti v popoldanskem času se otroci pred šolo zbirajo tako, kot se lahko, bom rekla, so v odgovornosti staršev, pa vendar so mlajši marsikaj opazili in so nam začeli sporočati. Tako da smo se potem na šoli, sem se kot ravnateljica povezala s predsednikom sveta staršev, ga obvestila o našem ukrepanju, kaj bomo na šoli naredili. Najprej smo na šoli izvedli anketo med učenci od 6. do 9. razreda, samo vprašanje, kaj veš o vejpanju? In dobili smo precej odgovorov. Od tega, da koga so videli kaditi, do tega, kdo je poskusil, komu je zanič okus, kje se to kaj dogaja, kje se otroci zbirajo in pa tudi bil je sum, da prihaja na šoli do preprodaje tega. Ko smo to ugotovili, smo seveda takoj še bolj intenzivno določili dežurstva na šoli, povečali smo nadzor okoli, bom rekla, šole, seveda v času, ko je pouk. V popoldanskem času pa so starši tisti, ki skrbijo za vzgojo svojega otroka. Predvsem, ko smo ugotovili, kaj je tisto, kar učenci si dovolijo oziroma bolj počnejo v popoldanskem času, sporočili so nam tudi, da nas to ne zanima, kaj vas briga, kaj mi počnemo popoldne, to je moja osebna stvar. Smo seveda, sem kot ravnateljica pisala staršem pismo. Staršem sem svetovala temeljito sodelovanje in pa odkrito komunikacijo z nami in pa pozorno opazovanje tudi doma, če se otrok kakorkoli drugače vede. Napisala sem jim, v primeru, da se vaš otrok tudi doma vede drugače kot sicer, je morda v stiski, zato mu nudite čas in pogovor, naj se vam zaupa. Lahko ga nagovorite, da se zaupa učitelju ali pa svetovalni službi. Starše nekaterih otrok smo povabili tudi v šolo na pogovor. Prav tako sem staršem svetovala večji nadzor v popoldanskem času in večernih urah. V času odmorov smo in pa po pouku ter pred poukom v okolici šole in pa v naših prostorih, kjer se učenci lahko zadržujejo, poostrili nadzor nad šolskimi torbami in pa malimi torbicami, ki so jih začeli nositi osmošolci in pa devetošolci okoli, bom rekla, prstnega dela. Starše smo na to obvestili, kar nekaj staršev v šolo poklicali, zadeva se je zdaj nekoliko, vsaj mi mislimo, umirila. Je pa res, da stalno sodelujemo starši, pripravili smo predavanje za starši in sicer gospa dr. Helena Koprivnikar je imela predavanje za starše, sedaj se dogovarjamo, da bomo imeli za vse učence od 6. do 9. razreda tudi predavanje v obliki delavnic. Predvsem pa se dogovarjamo, da bo to imelo učinek v smislu osveščanja, ne pa v smislu reklame. Zato je treba to zadevo temeljito in dobro pripraviti. Predvsem pa sem starše nagovorila o tem, da bomo ustavili nepravilno ravnanje otrok, če bomo povezani, če bomo sodelovali, če se bomo med seboj slišali. Predvsem pa sem izpostavila, da so starši odgovorni za vzgojo svojih otrok, šola je tista, ki otroke osvešča, usmerja in pomaga pri teh tudi informacijah. Predvsem moj nagovor je bil, sodelujmo, komunicirajmo, da bomo imeli zdrave otroke. Hvala.